Tokrat v občinskem informatorju. Številne podražitve v mestni občini Maribor. Prebivalci Trčove ustavili izgradnjo kanalizacije. Res potomke stare trte na Desterniku. V občini Hoče Slivnica nagradili uspešne športnike. Cestna infrastruktura v mestni četrti Studenci. V Račah uspešna izvedba državnega prvenstva v standardnih plesih. Lepo pozdravljeni. Na novinarski konferenci mestne občine Maribor so predstavili gradiva, ki bodo obravnavana na 3. redni seji mestnega sveta mestne občine Maribor. Predvidene so številne podražitve, vse od 30% pa več kot 200. Več pa v prispevku. Pred 3. redno sejo mestnega sveta mestne občine Maribor so predstavili predvidene podražitve. Ko se ukvarjamo z enakimi izzivi kot vse druge občine, ki so povezani z nepričakovanim dvigom cen energentov in s tem povezanimi drugimi podražitvami tako hrane in seveda pravilnega odziva države za dvig plač, vendar žal ne zagotavlja država denarja za to in to posega direktno v proračune. Cene vrtcev se bodo predvidoma povišale za okoli 38%. Cene se sicer v zadnjih 4 letih niso zvišale. V tem obdobju od leta 2019 do letošnjega leta so se namreč stroški dejavnosti javnih mariborskih vrtcev povišali za 7,6 milijonov. V obdobju do leta 2022 so vsa ta povišanja bila pokrita izključno iz mestnega proračuna. V obdobju od lanskega leta do letošnjega leta so ti stroški se povečujejo za nadaljnje 4,1 milijona. Del v višini 2 milijona evrov bo krit iz občinskega proračuna. Strani staršev načrtovano povečanje za 1,6 milijona, strani državnega proračuna pa za okoli 500 tisočakov. Predvidena je tudi podražitev javnega potniškega prometa. Avtobusi bodo dražji za okoli 30%. Ob tem je Šmigos dejal, da predvidevajo nekatere novosti. Uvajamo povsem novo vrsto kombinirane vozovnice, parkiraj in presedi, ki bo omogočala ugodno parkiranje ob hkratni uporabi javnega prevoza. S podaljšanim intervalom uporabe ene vožnje, ki je sedaj časovno omejevala 60 minut premika, smo to raztegnili za novo ceno vozovnice na 75 minut. S tem želimo približati možnost prestopa tudi na druge linije širšemu krogu naših potnikov. Povratna vožnja z gondolo je trenutno 6 evrov, predlagana nova cena pa nekaj manj kot 20 evrov. In to obdobje, če gledamo od 2014 do 2023, govorimo o 9 letih, pove samo po sebi to, da se danes ukvarjamo z razkorakom, ki ga je treba na nek način premostiti in to pač ne gre z majhnimi popravki. Ključno, kar je pomembno, je to, da smo v tem času, v zadnjem obdobju bili deležni izjemno brutalnih podražitev stroškov električne energije med 500 in 700%, na področju dviga materialov z podražitvami med 30 do 50%, stroški dela več kot 30% in vse to seveda bistveno vpliva na delovanje krožno-kabinske žičnice iz vidika subvencioniran mestne občine Maribor. Svetniki bodo na seji odločili tudi o višji ceni čiščenja odpadnih voda. Gospodinjstva bodo mesečno predvidoma plačevala 3,8 evra mesečno več. Razlog za korekcijo cene so torej splošne podražitve, enako kot smo slišali že v preteklosti. V našem primeru gre za inflacijo od leta 2010 za cirka 29%. Mariborski župan je sicer poudaril, da je občina močno podfinancirana. In ko zato celo svojo podrazvitost dobi denar od Evropske unije, zato da bi ta razvojni razkorak zmanjšali, takrat se šele vidi, kako zelo podfinancirana je mariborska občina in potem smo prisiljeni se za pravzaprav osnovne zadeve prekomerno zadolževati. Ni problem v tem, da mi izvajamo projekte, problem je v tem, da nam država da bistveno premalo denarja in ta razkorak raste samo v mojem mandatu iz 19 na počasi gremo proti 30 milijonom. Predvideno je tudi plačljivo parkiranje ob sobotah med 8 in 13 uro. Vse cene bodo sicer potrjevali na prihajajoči seji. Če podražitve ne bodo potrjene, bo potreben rebalans proračuna.
V Trčovi so krajani danes ustavili dela na področju izgradnje kanalizacije. Upali so, da bo mestna občina Maribor zgradila gravitačni kolektor ob reki Dravi do občine Duplek. Občina pa se je odločila, da gradi gorvodno črpališče. V Trčovi v Malečniku so se danes zbrali krajani, ki so ustavili izgradnjo kanalizacije. Jaz sem kot zastopnik izvajalca, tako da se do teh stvari ne morem in ne bomo opredeljevala. Mi bomo pogojevali, ko smo že povedali mestni občini Maribor. Obvestim naročnika pa... Gradnjo kanalizacije prebivalci sicer podpirajo, a ne na način, kako to želi izvesti mestna občina Maribor. Da bi 40 objektov bilo priključeno s pomočjo črpalk, se pravi, ne pije vode. Tako smo se mi nekako že pogovarjali z mestno občino Maribor, da bi gravitacijske vode za te objekte, se pravi teh 40 objektov od številke 156 Trčova do 240, priključili na črpališča. Upali so, da bo občina zgradila gravitačni kolektor ob reki Dravi vse do občine Duplek. Občina pa se je odločila, da gradi gorvodno s črpališči. Jaz bi razumel, da bi bilo čistilna naprava v stari tovarni Svila, bi razumel, da mi to črpamo gorvodno. Ampak ker je čistilna za nami v Dogošah, mi to znači najprej 3-4, vidite, črpamo vodo gorvodno, pa spuščamo nizvodno potem, ne? Absolutno se krajani in krajanke s tem ne strinjamo in se ne bomo strinjali. Smo pa pripravljeni na dialog z mestno občino Maribor, tudi časovnice nismo postavljali, se pravi, ko bo mestna občina imela finančno zmožnost to zgraditi, pa tudi, če bo to, ne vem, leta 27, se s tem absolutno tudi strinjamo. Priključitev s črpalkami je za prebivalce velikega finančnega zalogaja. Na hišo znaša več tisoč evrov. Ker to bi nas naj stalo med 7 in 8 tisoč evri, to vse govorim na pamet, ker nas je od nas do zdaj še nobeni uradno obvestil. Bili smo na sestankih na krajevni skupnosti, smo se pogovarjali o tem, ampak fiksnega odgovora nobenega nismo dobili. Občina je brala tako, je izbrala najdražjo pot za najmanj krajanov. Jaz sem že takrat povedal, da je ta projekt grajen za izvajalca izvajanja javne službe, ne pa za krajane. Povedali so nam tudi, da so zagotovili služnost za izgradnjo in vzdrževanje na svojih zemljiščih. Smo uredili, kaj je občina zahtevala, zdaj so nas pa pustili na cedilu, niti se noben noče pogovarjati z nami, niti da bi nam dali, vse mi ne zahtevamo, da bi jutri bila ta kanalizacija fertik, ampak v doglednem času, tudi tako so pač Evropska skupnost zahteva. Ne dovolimo, ker smo bili dogovorjeni drugače, enostavno tudi tukaj je toliko penzionistov, ki si tega sploh ne morejo privoščiti. Tako da enostavno smo zdaj tudi ugotovili, da so ceste tudi še 3/4 naše zgoraj. Tako da ne vem, kako bojo naredili potem. Žalosti jih tudi, da se občina zadnjega sestanka v februarju ni udeležila. Občina Maribor dela z nas norca. Smo pridobili, da bi se spodaj naredila črpališča. Vse smo mogli na občini tudi plačati. Vsak je mogel iti, vse je bilo moglo biti overjeno, vse smo mogli, glavnem stroški so. Potem pa jih ni več blizu in ignoracija takšna, to je nemogoče, kaj se dogaja. Dejali so nam, da bodo šli do konca in upajo, da jim bo mariborska občina na koncu le prisluhnila. V nasprotnem primeru se bodo obrnili na Evropsko komisijo za regionalni razvoj, ki sicer bdi nad porabo teh sredstev. O odzivu občine pa prihodnjič. Te dni potekajo opravila, kot so rezi trte. Tega so opravili tudi minule dni na Destrniku. V prispevku pa poglejmo, kako je bilo. Na Destrniku imajo potomko stare trte zasajeno ob viničariji, ki so jo pred leti obnovili. Tokrat so začeli z rezom na vinogradu pod občinsko stavbo, nato pa se je zadeva nadaljevala na viničariji. Kot vidite, dela, da se skoro začela, moram še tudi med nami pozdraviti županjo Vlasto Tetičkovič-Toplak. Potem še imamo tu podpredsednika Štajerske turistične zveze, ki so tudi prišli pomagati. Pa pomagali še bojo tudi društvo vinogradnikov. Tako da bi jaz zdaj ob tej priliki predal škarje županji, da prvi res napravi županja. Izvoli, Vlasta. Začeli z rezatvijo. Se vam kaj trese roke? Pa ne, pri rezatvi pa ne. In županja je svojo nalogo opravila več kot odlično.
Ja, so pridne, tudi zaupanje vredne, namreč je to pomembno delo, prvo delo v vinogradu spomladi in od tega tudi odvisna letina. In vam so prepustili prvo nalogo, ne? Mislim, da ste jo opravili odlično. Bom imela celo leto na oke, če sem ga v redu porezala. Potem, ko so vestno porezali vinograd pod občinsko stavbo, so se premaknili do viničarije. Tam so najprej spregovorili nekaj besed, potem pa začeli z delom. Pravzaprav sem vesel in ponosen, da smo to staro potomko z certifikatom posadili, ko sem bil jaz in Franci Kangler župana. Ponosen sem, da smo v prejšnjem mojem mandatu, 6., ne bom rekel zadnjem, posadili tudi občinski vinograd, katerega smo tudi danes porezali. Res velja za pomembnejše opravilo. Res bi lahko rekli, je prva trgatev v vinogradu. Z rezjo obremenimo trto, vidimo, kakšne stanje je, koliko lahko pustimo, da bo rodila, da je ne izmučimo, da bo še dolgo let dobro rodila. Grozdje potomke bodo tudi tokrat dali v skupno predelavo s potomkama z Ptujskega gradu in iz Vidma. Nastalo vino nato kot protokolarnega uporabljajo v omenjenih občinah. Ko sem jaz dobil leta 2017 tudi v dar potomko z certifikatom, smo jo posadili v Haloza v vasici Ljubstavo in smo začeli z zgodbo, da trgamo skupaj Destrniško, Ptujsko in mojo v Ljubstavi pod občino Videm. Tako da vse tri skupaj sodelujejo in dokažejo, kako lahko tudi v vinski zgodbi gospodarno skupaj sodelujemo. Vsi zbrani so povedali, da jim je v veselje skrbeti tako za občinski vinograd, kot tudi potomko Stare Trte. In da upajo, da bo tudi letos dobra letina. Letošnja podelitev prestižne nagrade za najboljšo športnico in športnika občine Hoče - Slivnice je potekala 3. marca v Hočah. Športnikom so se tako poklonili in se jim zahvalili za vse njihove športne dosežke. No, naša ekipa je bila tudi tam. Poglejmo. Letošnja slovesna prireditev naziva Športnik leta 2022 je potekala v Kulturnem domu v Hočah in je bila ponovno pravi praznik športa v občini Hoče - Slivnica. Naša občina sploh, če pomislimo na to, da imamo 1100 registriranih športnikov v naši občini, to pove vse, za občino, katera res tudi vlaga kot sama občina dosti v šport. Zelo smo ponosni na svoje športnike in tudi v mednarodnem nivoju tudi dosegamo določene rezultate in dobre rezultate. To sem posebej ponosen za vse nagrajence, posebej čestitam nagrajencem in vsem, kateri delajo v športu. Mislim, da je to neka perspektiva in upam, da še vedno tako naprej. V Hočah so podelili priznanja športnikov za sodelovanje, zaslužnim športnim delavcem, priznanja za izredne dosežke v vrhunskem športu, perspektivni ekipi, perspektivni športnici ter seveda najboljšemu športnemu kolektivu in najboljšemu športniku. Ja, v bistvu vsako leto se, če sem povabljen takih dogodkov, se v bistvu zelo rad udeležim tega, kar mi zelo veliko pomeni. In ti da nekaj novih moči za naprej, tako da ja, sem vesel. Celotno delo in napori so na ta dan poplačani z druženjem, pohvalami in priznani, ne glede na število medalj, pokalov in ne glede na osvojena mesta. Športniki, športni delavci in ostali, ki jim je šport blizu, so se zbrali in počastili športno slovesnost s svojo prisotnostjo. Hkrati pa se vsi, ki so vpeti v šport, trudijo, da mladim športno udejstvovanje kar se da približajo. Ja, predvsem v vadbenih skupinah, vaditelji, trenerji, čim več se tega probamo zastopiti, da se jih izobražuje. Športnik leta ima za sabo že precej uspehov, a cilje za prihodnost ima postavljene visoko. V lanskem letu sem bil drugi v državnem prvenstvu, za naprej pa si želim tudi posegati po kakšnem naslovu državnega prvaka v višjih kategorijah in pa v daljši poti v bistvu po kakšnem svetovnem prvenstvu. Pa to. Za zabaven del prireditve pa so poskrbeli mladi bobnari, vsi iz bobnarske šole Marka Soršaka Sokija. Obiskali pa smo tudi mestno četrt Studenci, kjer nas je tamkajšnji predsednik sveta Janez Šovprh seznanil o tamkajšnji prometni varnosti. Mestna četrt Studenci je ena izmed tistih, kjer si prizadevajo za večjo prometno varnost. Zanimalo nas je, kaj se v zadnjih letih uredilo. Ja, jaz moram reči, da je odprto ostalo vse.
Res pa je, da se pripravlja sanacija Ruške ceste, da se pripravlja obnovitev v enosmerno cesto na Ciril Metodovi ulici. V tem trenutku je velik problem križišče Šarhove Korbunove ceste, kjer si je recimo lastnik na pločnik posadil drevesa in so zdaj že to kar mogočna drevesa. Poudaril je, da bi se lahko marsikaj storilo hitreje. Če ne druga, bi se lahko zebre naredile na cesti, da bi lahko ljudje normalno šli čez cesto, da ne bi bili v življenjski nevarnosti. Dotaknil se tudi pločnika ob vrtcu, ki se mu zdi precej nevaren. Recimo iz smeri Pekarske gorce, pločnik je pa znižan ali pa skrajšan na 30-40 cm in morajo otroci iti nad prometno cesto, enako pa tudi ostali obiskovalci, to pomeni starši z vozičkom, z dojenčki, ne morajo iti po pločniku, ampak morajo iti na cesto. Opozoril je tudi na tablo, ki označuje cono 30, a je postavljena tik pred otroškim igriščem. Tik pred otroškim igriščem. Ob otvoritvi smo to opozorili, da naj ta prometni znak naredijo na začetek ulice, to je občinska ulica, in to se do danes še ni zgodilo, čeprav je to bilo obljubljeno, da bo. Meni, da gre za minimalen strošek. Precej ulic je cone 30, kar se Šauperlu zdi nesmiselno oziroma označi celo kot problematično. 30 km z drugo brzino v benzinskem avtu zelo težko voziš, ne? Električni bi to bilo malo drugače, ampak problem je v tem, da teh 30 km ni nadzora, vsaj po izjavah krajanov, in tudi nihče ali pa skoraj nihče ne upošteva prometnih znakov. Pripombe krajanov so številne, na mestni četrti jih redno posredujejo pristojnim službam. Nekega velikega odziva pa žal ni. Predvsem okrog hitrosti, meritve hitrosti, udarne jame. V tem obdobju, koliko se zdaj spominjam, je samo ena cesta prišla v sanacijo in to je ob gozdu. Z gradnjo stanovanj se je precej uničila Šarhova ulica. Mislim, da bi morali tu takoj ukrepati in izvajalca gradnje ponovno okrepiti v nekem pravilnem času, dokler še ni dobil gradbenega dovoljenja, če ga še ni dobil, da postori vse tiste zadeve, katere bi moral postoriti po verjetno neki pogodbi. Poudari, da v zadnjem času na Studencih nista bili obnovljeni več kot 2 cesti. Vse ostale ceste so izpred 40-50 let, ko se je asfalt prvič polagal popolnoma drugače in ni zajel od hiše do hiše v ulici, predvsem tam, kjer ni pločnika. Še prenovljeni ulici sta ponovno uničeni, saj je tam v izgradnji limbuška obvoznica, zato upajo na več posluha strani občine. Plesna šola Samba je v športni dvorani Rače uspešno izvedla državno prvenstvo v standardnih plesih, na katerem so tekmovali najboljši slovenski plesni pari in solistke v več kategorijah. Državno prvenstvo za standardne plese je bilo izjemno pomembno za plesalce in plesalke, ki so pred polfinalnimi tekmovanji opravili svečani mimohod. Prvi z državnega prvenstva bo avtomatsko lahko obiskal svetovno prvenstvo in seveda prvi z rating lestvice. Tekmovala je tudi paraplesalka Martina Smodiš, ki že vrsto let sega po najboljših rezultatih. In zame je ples v bistvu način življenja, način, da se sprostim od vsakdanjega stresa in ena lepa oblika umetnosti. Pred nekaj leti se je v Slovenijo prav za Martino zbiralo prostovoljne prispevke za poseben invalidski voziček. Voziček je hkrati izziv, ampak je tudi svoboda izražanja in meni voziček daje tisto, kar dajejo drugim plesalcem noge, torej možnost, da pokažem svojo plesno umetnost. Sama je pri plesu dosegla več uspehov. Najbolj sem ponosna na večkratni naslov državnega prvaka v svoji kategoriji, pa recimo na 3. mesto na tekmovanju svetovnega pokala v Genovi leta 2021. Plesali so tudi mlajši plesalci. V bistvu plešava že 5 let približno in v bistvu na državno prvenstvo se
se že kar od septembra pripravljamo. Kaj ti recimo pomeni, da ste na državnem prvenstvu, da lahko ne nazadnje pridete tudi na svetovno prvenstvo? Meni je to en velik dosežek in smo tudi zelo trdno trenirali in dosti trenirali, se dolgo pripravljali na to tekmovanje in pač si zelo želiva nekega uspeha, da bi prišla naprej. Precej realno pa na tekmovanje gledata Jaka in Mija. Zaenkrat še ne pričakujemo nič, ker smo komaj prestopila kategorijo, torej zdaj smo starejša mladinca. In to pač pomeni, da so nekateri 4 leta starejši od mene in nekateri 3 leta starejši od nje. Pri katerih plesih se vidva zdaj najbolj ujameta takole, po občutku, pa tudi po tistem znanju in po vajah? Mislim, da najbolj pri slowfoxu, pa pri dunajskem valčku. Pred polfinalnimi in finalnimi nastopi pa so se predstavili člani in članice plesne šole Samba. Mi imamo nekje okrog 20 plesnih parov in seveda tudi nekaj solist. Glede na to, da je bilo danes že tekmovanje, pretekmovanje, kvalifikacijski turnir že v jutranjih urah, se je predstavilo kar nekaj naših plesalcev oziroma solistk, nekje tam 15 do 20. Sicer pa je bil zadovoljen, da so ponovno v Račah podžupan občine Rače Fram. Svoja smo hvaležni, tukaj na tem mestu se zahvaljujem plesni šoli Samba, kajti verjetno tudi so na tem parketu oziroma v našem kraju se producirali državni prvaki, mislim, da jih imajo okrog 50 državnih prvakov, tako da računamo, da bo tudi se še vnaprej državni prvaki producirali ravno v tej dvorani in se jim zahvaljujem in jim čestitam vsem za izjemno organizacijo in za res doživetje. In res je bilo v Račah kaj videti ob vsem sijaju in elegantnem plesnem izražanju ter spodbujanju tekmovalcev. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Sveže novice pa nas zamudite na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.